Kaj bom? Točno je bilo. Čeprav so vsi malo zamudili. Kaj je stara šala z Bobnarjem, basistom. Ja. No, v glavnem, dobrodošli, drage poslušalke in dragi poslušalci, v tem delu za splošno populacijo. Mi smo imeli glih en rent na temo dela in da je treba pač... Delo je fajn, ampak... Ja, mislim, da hočem samo reči, da če hočete poslušati, kaj smo si mislili o tem, pač hvaloceribe.si vas pričakuje, ali je imel pa en nasvet, eno misel, da smo rekli, da bomo prišparali. To je misel, da v službi morate glih toliko delati, da vas ne odpustijo. To je, zato vas tudi plačujajo. Tako da vse, kar dajete več, je samo v plus delodajalcu. Ja. Se pravi, to je bilo, ali to mislim. To je bilo, ali to je dejstvo. To je dejstvo. Dolgo ni bilo, ampak prši je nazaj with the bank, tako da se strinjam. Tako da spomenikom Benov postavilo. Ne, do prsnega kipa v predverju firma ne boste dobili. Ne. Ker je to predrago. Verjeten. Pa bo dobil šefe, če bo kdo dobil. Ja, še za pogrebam ne bojo prišli. Upravni odbor, najbrž. Odvisno od firme. Odvisno od firme. Če imajo upravni odbor, bo upravni odbor zmagoslavno. En venc bojo poslali, pa to je to. Saj to, no. Vse to je kar v redu, resnica. So tam prekucno na firmi. Ja. Pa še si bil, pa v pizdu mater je mogel jih tukaj škripen. Ja. Sam pizdu materno pa... Nekaj na ulico ga potegne. Da ne bomo imeli zdaj klenih problemov. Brcem ga čez. Ja, pa se to smo pa tudi že rekli, da če že umreš bolj dobro zjutraj, da ti ni treba da ni treba celega šihtov delati. Ja. Si predstavljaš, narediš pa se klin. Ja, kalabamp. Vse trapast. Sam verjetno ti takrat precej vse. V bistvu, ja, mislim... Potlej, no. Odvisen, ampak če pravijo tisti, da se ti zvrti življenje pred očmi, preden umreš, zdaj po mojem zadnjem misli, kurva, koliko sem bil bevec. Misliš, da ni? A misliš, zaradi tega, ker si je odvisen, ne? Po mojem? Mislim, to... Odvisen. Ja. Pa res, vse je odvisen. Eni res radi delajo. To smo že rekli, da je vse odvisen. Eni radi delajo, kot sem jaz perpil. Ja, oba dva imata pa neke underlying issues. Zakaj to počneta? Oboje ni v redu. Oboje ni v redu, pretiravanje. To je recimo iz psihologije je problem deloholištva, se temu tako reče. Ja. Rečemo, deloholizem, deloholištvo boljš. Deloholizem je v bistvu družbeno bolj sprejet, zaradi tega, ker kao ti veljaš v družbi bolj zapridenga, tvoja družina pa isto trpi, kot družina enega alkoholika. Tako da, ampak sam pač v očeh prijateljev in tega, ki imaš mogoče malo lepši avto odspred ali pa saj ne razbiti, tako ga on alkoholik. Ne žal mojega 23 let starega polota. Ni to nič nateletel, zdaj osebno. Se hecam. Kako smo rekli že, prst, ki kaže na luno, ni luna. Ja. Ta budistična. Lepa. Tako da... Ja, pač sam bolj so sprejeti. In ljudje manj opazijo to, da tudi ni fajn. No. Ja, če poznaš kakšne... A veš, v bistvu še eni, ki so deloholiki, ki slabe stvari počnejo. Že na šihtu, recimo, počnejo slabe stvari. To je res, to v bistvu res ni dobro za družbo, čeprav se delajo, da so oni da več doprinašajo družbi. No, ampak odvisno, recimo, ti delaš, ne vem, prej smo to imeli debato, v tovarni orožja, pa si ful priden, pa ful orožja naredijo, a je to dobro. Pustimo te, a veš, razmere, kakšne on pol kreten v službi, če je, ne, recimo. To načno vpliva, ne, v resnici. Mislim, vpliva na vse okrog, ne. Mislim, na unije okrog, Zihar, ne. No, ampak že s svojim delom, ki ga pač za družbo ustvarjaš, če ni z nekim pozitivnim doprinosom, pa to je recimo zdaj v kapitalizmu, itak gledamo samo tiste šihte, ki imajo
finančni doprinos, so tisti, ki so vredni, tisti bi bil lahko še ne vem koliko sposoben na področju, ki prinese v firmo Enferkelc, ti pač nič ne pomaga. Ne? Absolutno. Ja. Tako da, žalosten je to. Tako. Mislim, vrednote imamo pač malo avzglajzane. Edina vrednota je postala denar, ne pa une vrednote, ki so bile včasih. Jaz mislim, da je to čas. Sej k temu se bomo danes še vrnili, oziroma ali pa drug teden. Enkrat. Ja, kaj se nas boste naposlušali? Vse se mi kar smilite. Danes gremo še malo v krvavo. Ampak vse bomo že štartali. To je treba še povedati, da smo imeli na Discordu, če kdo že napisal, to sem pa pozabil. Kaj si pozabil? Kdo je povedal novico, da je pač simulacija pa to. Veš, naša ena od priljubljenih tem. Čak. Miha Rekar se pošilja pozdrave iz Avstralije, kaj je bila glih ena šala. Madonna, koliko imamo tega. 100 korenček je šeril, da znanstveniki imajo odgovor, da ali je življenje, mislim, ali smo v simulaciji. Na kratko, baje da ne. Kaj, to se res tole? Lej, to nikoli ne veš, ne? Če pa tako dobra simulacija. Ne, veš. Temeljna, to je Blaž prav kot v tvojem izpisu, temeljna narava resničnosti deluje na način, ki ga noben računalnik ne bi mogel simulirati. In to se mi zdi, kar je res v resnici. Ja. Sej, veš, mislim, preveč saj za enkrat, če ne, mislim. Razen, če mi ne vemo, ne. Da smo v enem kondomu, ki je vesolskem ali nekaj. Tako, ne moreš vedeti, ne. Da smo zaprti. Veš, ne, če ne veš, ne moreš, mislim, nismo še na ti stopni, da bi doumeli, da je simulacija. Nismo mi še toliko delač, ne. Zdaj bo to eno zdel. Sam ta citat. Ne, a veš, mislim, se že... Pa bo jeba. A veš, v bistvu je že noro, ne, da mi probamo to razumeti s našimi možgani. Ne. A veš, to je tako ono, ki bi užil pesek za bredo, pa se probal ven za lase ven potegniti. Sam ga sebe, a veš, mislim, ne moreš. Ne gre. Če simulacija je tako dobro narejena, da valjda ne želiš teko. Sigurno, da ne. Ko muha enodnevnice začneš študirati za kvalno, ne živi več. To je tako, kot ti da Bog, ne? Se pravi, a veš, ne? Ja, se to je pa druga simulacija. Ne, pa se v bistvu ista, ne? Zato, ker Bog je najbrž, recimo, zdaj tist, ki je ustvarjalec simulacije, ne? Ja, okay, je verjetno tisti koder, ki je to napisal. Verjetno se je tako, ne? In potem, a ti bo on dal noter, mogoče samo, da boš ti samo delček tistega zaobjel, kar je on mislil. Ne? V eni knjigi. Recimo, ne? Ali pa, mislim, valjda, da ti ne bo on dal možnosti, da bo ti dal cheat code, ne? Ja, da boš ti noter prišel od zadnje v kodo. Aha, zdaj sem pa jaz pogrunil. Ali kako je že bilo, 2x-levo, 2x9, unka je old school hack. Ja. Ne, ampak veš, da ti razumeš. Valjda, da ti ne da tega, ne? Ja. Mislim, če ti pa da, ne? Če zna en simulacijo narediti tako, da se tebi zdi, vprašanje je sam, če je, ne? A veš? Se pravi, a veš? Jaz nisem zdihr zdaj, kam ste... Veš, zdaj se malo bojim. V resnici pa vse. To je tako, kot se ti Bog pokazal. Kaj pa če unika misli, da se jim bi Bog pokazal, da je v bistvu simulacija rekla, jaz sem, da je dobil čitko. Zdaj pa govoriš to, ne? A veš, in to unika, ne vem, jemljajo neke droge in to je v bistvu čitko, ne? Ja, valjda, ker se stopaš v to, ali pa nekateri, ki res haslajo cele dneve, ne, in pridajo do, ne vem, te
božje telefonske ali ne vem, maila njegovega ali neki pizda, ne vem. Ne? Božje telefonske, lepa. Tinder profila. Ja. Se taj štoparca. Ja. Tako da, ne, je... Ta nam je ušla zdaj. Ta je bila dobra zdaj. Zakaj bi mogel biti mail? OnlyFans. Ja, OnlyFans. A veš, Bog sam ful se mal kaže. Ali jaz te pač ne plačujem to pravga? Ne, če plačaš, vidiš samo belo. To bi jaz naredil. Bog je dolg čas. Sam razen uni, ki se otrokom razkazujejo, da brezplačno. Ne. Oh, fuck. Jaz sem mislil, da je to iz božjega profila slučajno ušlo. Ne, staljo, kamor. Zdaj za zjutraj tole mogoče ni bilo. Upam, da ste saj popoldne. Upam, da ste že otroke vdali, sam tom, da vrto odpravljali. Ne poslušaj zraven. A smo to že kdaj rekli, ta podcast ni za otrokom poslušati. Saj ne premehnim, upam. Ja, tako. No, če je to mehanje v redu, ki pač ne ve, za kva se gre. Če ne bo povedal. Namena umestna leta zojeba. Si imel te pogovore temeljno, sam to. No, pa sej, lejte, če tudi za božička ste jim mogli enkrat povedati, ne? Ja, mi smo zanj povedali. No. V redu je bilo. Tako da, ne pa če ene stvari je treba prej kaslej reči Bobu fižol in je to, ne. Sam Bob ni fižol, ne. Vem. Sam tako, da mnogo ampak mar nas res ni to Boba, mislim, kako bi rekel, ne filozofija Boba, ampak res ni to Boba tako. Ne, Bob imamo, Bob leta. Imamo Bob lepa, ampak kolikrat pa jedu Bob? A si kdaj jedel Bob? Mogoče enkrat, ne spomnim se. A vidiš, ne? To, ne? Mogoče sem enkrat. Bob ni toliko prisoten v naši kulturi, to se hoče reči. To pa ne, ja. Fižol pa je. Fižol pa je, ja. Kaj zdaj pol ta Bob je in imigrant, kaj pizdamo mater. Dobro vprašanje, sploh ne vem, kje je Bob. A pa ga smemo spustiti? Pa ne vem. Sam, a veš, že Krompir je imigriral sem. Krompir, koruza. In pa smo ga vzeli za svojega. Ja? Pa smo ga vzeli za svojega. Dobro se je infiltriral. Kaj zdaj gledaš, peli? Ali je Bob avtohtona rastlina? Je, sam Bob ne pri nas. Sam je rekel, če je fižol, po moje tudi Bob ne. Po moje je bil včasih ga imel več. Je rekel. Internet mi ne dela. Zakaj? Aha. ChatGPT pravi, da ni avtohtona za naše kraje. A sem jaz ChatGPT? Mamo vam, a zvedel to? Koliko sem bil hitrejši? Iz vzhodnega Sredozemlja in bližnjega vzhoda. Verjetno današnja Sirija, Izrael, Libanon. Od tam imigrant. Sem vam rekel. Bob krade vaše službe. A to si zdaj fižolo povedal? Ja, Krompir, pazi, Bob prihaja. Krompir je bil pa itek ta prvi. Ja, valo, on je bil ta prvi imigrant. Se je v bistvu tako, se je ista fora v Ameriki, ne? Se oni si tudi pizdijo, ne? Imigranti gor, imigranti dol, pizda. Pa vse je. 200 let nazaj so pa v niso Krompirjevci prišli. Ja. Tako je, ne. Tako se obrača. Se veš. Ne, pač sam tako si moraš napisati, da je te prav. Ja. Pa povedati. Delka ponavljaš bolje, ne. Ja. Tako da to je to. Nač, Slavko, pred nekaj sekundami je bila ura 13:40. Pa imamo vizo, ne? Zdravo! Čakaj. Letim. Ti smo danes pa naš polan. V pričakovanju božičnice. Zdaj je bila sprejeta, zdaj mi jo moraš dati. Ne vem, kje je už dobu denar. Če nisi slišal do uprave. Ja, niso se še javili. Pošljimo pa eno statuo tukaj od zunaj, en kipec. A ja, bomo zrihtali medalje. Letos bomo višli na mesto do medalje. Do polet, da je teh 630 na mis. A ni 800? Hvala, da ste Pika.si, ljudje, zdaj treba pa na to ora, kjer snimam odkje dobiti, če pač ne boste videli.
Ja. Tako da, sploh ne vem, ja, če nekaj pa prijavlja. Mislim, da bom samo prijavil storo. Že zdaj se prijavljam. Ni božičnice, zato ker premalo podpore. Ja, to je to. Hvala, da se ribe.si, zdaj pa začni z introtom. Zdravo, raziskovalke in raziskovalci. To je podcast o življenju, vesolju in sploh vsem. In čist preveč cajta tudi v božičnicah. In kljub temu, da letos božičnice skoraj zagotovo ne bo. Ne bomo, fanti, bomo zrihtali. Nekaj bomo zrihtali za našo stvar. Še vedno. Gustelj. Lojs. Jebem ti, Štef. Si imaš še scenarij, kako je benti pizda. Pravim, ni mi naravno. Ja, ok. No, vse smo lahko tudi peli in samo zveste treba. Najboljše, ja. Ampak če se kdaj zmotimo. Tako. Če se partizanska imena uporabimo. Ja. Tako. Ne, jaz sem hotel sam, veš, da se nam usedel v spomin, da pol, ko bomo šli v karakter Lojza, da si takoj, da greš v Štefane. Zanj mi je pot prekrižal naš zvesti poslušalec Blaž in mi je takoj Štefom nagovoril. Jaz sem dobil za rojsten dan, ki sem ga nedavno praznoval, sladkiše oziroma ledene kocke, retro, dober. Lojzu za rojstni dan. Eto? Ja. A veš, zato se je treba malo navaditi. Ja, se bo, se pa sam rabimo. Okay. Čas. Tako. Najlepša hvala vsem, ki nas že podpirate. Če bi nas pa radi podprli, hvala za vse ribe.si, čaka na vaš obisk. Tako je. Kakor smo že rekli večkrat, pred epizode imamo navadno epizodo, preskusni rok, kratna donacija, popust za letne naročine. Mislim, noro je. Ful zaslužno. Pa enkrat v naslednjih 5 letih bojo tudi brisače najbrž. Ja, ne, to je samo 5 let, veš, to je dobro. Za naslednjo 5 let, imamo to v planu. Sam, če se bo, prvi bojo pa na vrsto tisti, ki so že dalj časa naši podporniki in podpornice. Tako. Podpornice še čakamo, mislim, spet čakamo, ampak ja, no, tako. V glavnem, a gremo pogledat, kaj smo obdelali v prejšnji epizodi. Čak. Bi se mogel imeti 2 ekrana. Še imaš 2 ekrana. Ja, samo ne zasnem. Smo v 3 ekrane. Skrežet, mogo imeti 3 ekrane. Se imaš 3 ekrane, se brno se pizda. Skrežet, mogo imeti 4 ekrane. A ja, se bo telefon. Ja, no, to je sekundarski, to nešteje. Ja, telefon nešteje. Second screen nešteje, to imaš prav. To je 3 ekrane pa pol. V prejšnji epizodi ti si risal uro, mislim, jaz narisal. Nisem, pozabil sem. No, treba še reči, treba še kaj reči. Sej to, te govorim. Rest my case. Zakaj sem tukaj? Še mal pa bomo pri tem. Nažalost, ko se že naprej poročujem. Ja, ne, pa sej, to smo že v prvi epizodi smo se upravičili za vse našvečnosti. Če poslušate od danes prvič, začnite z nulto, kjer se upravičimo za vse, kar ste slišali do zdaj in vnaprej tudi. In za nazaj se nismo, ker smo se v službi upravičujemo. Ne upravičujemo, ampak. Aha, da upravičujemo se za vse našvečnosti. Fajn je. Ja, res je dobra fraza. Dobra fraza. Prav pride, večkrat. Kaj je bilo še v prejšnji epizodi? Ja, gomila, velika je bila. Gomila je bila, tiče zvit, čeprav ima veliko dela s to gomilo, ampak pa dobro, pač drugače je loto stvari. Mal, ko bi rekel temu, razmišlja izven okvirja. Izven gnezda, izven okvirja v gomilasto. Ja. Tako da v redu, če pa kvarnik. Dajmo. Smo pohteli malo? Ne, nismo se vrlo. Nismo, vse tako, ko mora biti. V glavnem, posel pa, tam so bili in posel zvedeli. Na Komodu smo še zmeri. Za tiste, ki so te prvič danes z nami. Tako, pač dokaj, pa recimo Douglas, Mark in ekipa in Gail, so še na Komodu. Slabo so spali, ker so bile, pod tleh je bilo vsega Boga in so šli na palubo in še enkrat doživeli vse. Pa so pa dopolno zvedeli, da zdaj bojo pa zdaj pa gremo na zmaje. Zdaj bojo pa zmaji. Ja. Ajde, pičimo.
Ja, v bistvu je kar dramatično začel avtor, nekaj je rekel, da nič pa ni kazalo, da bodo za vabo uporabili mrtvo kozo in na to ves dan preživeli na drevesu. To ne vem, kaj je bilo s tem drevesom. Ja, ne, da boš na drevesu pol opazval. V bistvu se je vse razvilo na tak, ne bi rekel Disneyovski način, ampak pač turistični šov, ne. Ja. Ne vem, par turistov, oziroma koliko je 10-20. Jaz mislim, da so si oni bolj to nekako romantično predstavljali, da bojo te zmaje opazovali v naravi. Da se ti skriješ. Bomo zalezvali, pa bomo gledali. Ta National Geographic, jaz Bear Grylls bom jaz jo pogledal, pa splezel na drevo, pa ne bo imel maskirke, pa to. Šunil se bom, 4 dni bom čakal, da bo prišla. Pa je bil pa ene sorte Gardaland. Tako je. Pa evo, skozo prevlečemo, pa smo na vrhu, pa četica turistov ameriških, verjetno malo overweight, gremo skrb gledati na eno platformo. Ki imajo debate o tem, koliko je ta Rešpeklin res dober. To je pa res, koliko oni dobro vidijo. To pa res kje pa to nabavil? To je pa res noro. To bi pa tudi moj, to pa tudi moj mož rabo. To je pa za Štefan, pa za Lojza. To pa bilo. Ja, res je kar noro. Ne. No, in se je avtor tako lepo izrazil, da dnevu je bilo očitno usvojeno, da bo minil malo ne izključno v dogodkih, ki jih niso pričakovali. In to je bilo samo ena stvar. V bistvu je bilo še ne. Ti ameriški turisti so prišli in pa so šli 5 do 6 km skozi gozd, so hodili in zrak je bil pač. V glavnem tako opisuje, da ni bilo, pač dan je bil res zajeben. In pol so slišali zvok zvonca in pospešili korak in pol je bila kar naenkrat mlada koza na poti pred njimi, še živa. V bistvu so najprej srečali heliodrom. Vmes so srečali še heliodrom, kar je nakazovalo, da pridejo turisti tudi s helikopterji te zadeve pogledati. Za petičnejše goste. In te njihovi izkušnji je, mislim, da je mečken opilali prvinskost, kakor so si jo oni zamišljali. Ker sem ta helikopter spet prebral, sem se zdaj, v zadnje sem se spomnil na bazni tabor na Mount Everestu. Mislim, pod Mount Everestom. Ker zdaj je tam že tako, napihljivi hoteli, malo da ne pa. Šmarna gora scena, folka. Absolutno. Najboljše Heli Hansen mačke, ali ne vem, kje so najboljše zdaj za te temperature. Heli Hansen je po mojem še malo češko. Če ni Patagonija ali pa nekaj od tega. Ni North Pole pa. Nekaj najjače. Ta moment, No, pa mlada koza z vrvjo okoli vratu, pa zvončkom, pa čuvaj, pa to, pa pa tretje. Ja, pa so pa prišli nekam, ne v džunglo, pa v divjino, ampak se je pred njimi razprostrl paviljon za orkester, klopi so bili v več vrstah, streha je bila lesena, če bi slučajno padala, veš, ker ljudje morajo gledati, veš. V usmrtitev kozice. Ne moreš biti mokr, zdaj je bela cesta. Nisem ful ti pokvari izkušnjo. Sicer kozi tudi tam. Kozi se verjetno res neč bolj lepo čuta. Mislim, koza ima zelo slabo izkušnjo, ne glede na vreme. Koza že pri zvončku ve, da bo. Ti si pa mokr, ne? Ja, ti si pa mokr. To pa res nočeš, ne? To pa res točeš. In pol v ogradi 6 kuščarjev potopljenih v smrad po trohneči smrti. Mislim, moram reči, da avtor si res je, čeprav je izkušnja, se mi zdi, da jim je bila prej bi rekel grda, lepa, ampak opiše pa to izkušnjo zelo lepo. Moram reči, da sem zelo užival. Zelo si dal duška, ne? No, pa so bili te kuščari in en preleze še tam iz nekje, ne. In bolj prijavljajo, no, vse to so, tako se mi je zdelo, videl je človeška bitja, to pomeni, da zdaj bo pa futer, ne, in da se je malo premaknil proti kene. Vmes pa. Ja, v bistvu so zagledali pol tudi tega zmaja, ne. Ja. In kot je pač nakazal, da v bistvu že nekako vejo po
prisotnosti človeka vejo, da so jih v bistvu prišli na futrat. Seveda, se že navadili, se to ni prva njihov urodja. Že vedeli, futr spet. Lega zlomka pridejo turisti in čeprav ba je, da je bilo to, zdaj ne vem, je bila to, pač, ko so turiste vozili čez tam po Afriki, ne? Ja. In so pač te vodiči so razbijali po nekih posodah, zato da so ustvarjali hrup, zato da so pač se živali odmaknile, ne? Ampak da so pač živali začele takrat napadati zaradi tega, ker so pač vedele, da v bistvu je bil dejansko... Futer prihaja. Tako, Isti moment samo obrne. Tako, Ne, z evolucijo se pač enih stvari naučiš, ne. V tem pogledu so... Živali niso neumne, ne. V tem pogledu so Komočani bolj navadili svoje zmaje, ne. Ja, seveda. Ker so jih navadili, da ne žrejo turistov. Mislim, so jih zgleda prehranjevali prej, ne, in so potem vedeli, da bo takrat za jest, ne. Ja. In pač tako kot so tudi živali, tako kot smo ljudje, bolj lena bitja, ne, se odločijo za lažjo varianto. Ne, ne da moraš laufati neki za no, pa vse skupaj, ampak če ti nekdo pač na krožniku prinese, je vse en bolj... Lažje, ne? Pa se bi jebo sem neki posebavo, ne? Tako. Ja, no in krožnik se je tudi zgodil. Še kar brutalen opis, mačeta, pa glava, pa veje, pa mislim tako. V glavnem koza je zdaj mrtva. Drobov je na glavo. Na pol ti se... Zgodba iz kere naše kratkega filma, koza ni preživela. Ja, to sem dal že na par epizod nazaj, cel film je na YouTubeu, sem dal zapiske, ja. Tako da pazljivejši poslušalci ga že poznajo. Tokrat ni ratal. Ampak mislim, da tle vsak dan eni kozi ne rata. Oziroma zdaj najbrž ne, ker so bolj zaprli, kukor ne. Zdaj mogoče celo že. Takrat, ko jaz tega ni bilo. No. Niso, pač so sicer okrog špancirali, ampak... No, ampak zanimivo je bilo, da so pol koza en kavelj prebombali, da so spustili kaj dol, ne, proti njim. In da se te zmaji prav niso nič, veš, tako, spet kosil. Mi smo že na žrtvi že od včeraj, lahko nehate. Tak feeling sem bil, da so, ne. Ja, se je tudi avtor rekel, da so bili dobro spitani, pa zaspani, pa da ne. Ja, po se je pa začel tak res nagnusen opis, kako je en malcu, pa pol so že šlo drobovi na drugega, pa... Si je dal duška, no, si je dal duška, zelo. In turisti so komentirali mljask, pa je ni več. V bistvu so zelo uživali zraven. Zanimiv, ne? Ja. Jaz se nisem nadejal, da bo veš, ko bereš, preden bereš to, res tam kozo res na nesimpatičen način, ne? Aloh, ne, tam pa pol mljask. In pa se še komentirajo, da mogoče bi pa hodili kaj živo kozo, ker niso vedeli, da oni hočejo, v bistvu ne živo, ne frišno, ampak malo, ne, potenstano. Malo potenstano, ne. Tako da bi se trajalo kakšno uro in turisti so veselo klepetali in ono in novo. Pa je pa kar enkrat ena Angleža prišla in je... Zanimivo je rekla, no. Mal daljši citat. Zmaji so sam dodatek in v vseh teh vrvicah, kozah in turistih je vse skupaj še najbolj podobno komediji. Če bi se človek sprehajal sam in bi naletel na kakšnega, bi bilo seveda čisto drugače. Tako pa je kakšna lutkovna predstava. Mal krvava, ampak v bistvu res je. A veš, ti gledaš itek z razpentljivo, si dost stran, si varen, ne? Ja. A veš, imaš tako občutek, nič nisi v nevarnosti, tam je, to je tako, to je po moje, a veš, malo ta, pač gledaš, cool, ne. Fajn je videti, ampak lej. Ja, mislim, ali pa ni fajn videti, ampak lej, ja. Mislim, pač, kao, tam si fanti, kao, cool. Mislim, če še že to gledati, najbrž ni fajn videti. Neko izkušnjo si hotel imeti, ne, ampak v bistvu bi bile te stvari v naravi, bi bile ful bolj zanimive, če ne bi bile te živali spitane. Ja. Pa če ne bi šel ti bi sam karto kupil, ne, in potem bi čuvaj odprl ena vrata, ne. Ja.
in bi se ta vrata zaprla in potem bi se naslednja sama odprla, brez čuvaja. Srečno. Noter in bi rekel, to je tako, kolikor časa hočete. To je tako, da bi šel gladiatorske boje gledati, pa ti bi odprl od spodi, ne? Ja. Pet pogledati, no. Predvsem manj bi užival, no, v tej zgodbi. To, veš, če si pa gor, prvinska izkušnja. Če si pa gor, ne? Je pa prvinska izkušnja. Če si pa gor, nega kurca. Najlažje biti publika, ne, so zmerno rekli. Pizza so to klupin zopr, pizza, števde še 3 pere. Števde še 3 pere, pa ene kokice prinesa, veš. To je pa druga, ne, če si pa tam dol, ti pa mogoče ni toliko smešanja. Ja. Tako da te zadeve bi mogli res organizirati, tako in bi bilo to za resnične avanturiste. Ja. In tisti, ki bi prinesli slike pokazati, oni bi se lahko res vsaj kurčili s tistim slikam. Ne tako, kot zdaj vsi na Instagramu, a veš, ne vem, se zraven tam ene nažrte zverine se spol slikaš, ki jo verjetno uničuvajo, umamijo, zato da lahko selfije zraven delaš. In tista slika bi imela pol neko vrednost. Se pravi, imaš tudi kakšne paciente, ki se grejo noter z levom slikati, ne? Pa niso na žrti, pa je pol, ki še ga poje. To smo že rekli, da ne delati tega, ampak... Vse je, foto in sliko, ne? Od bliz. Najbrž jaz bi naredil tako, da imaš pripravljalni na sosednjem otoku, pripravljalni en teden, da se naučiš puzati, pa to bi bilo neki. A veš, da šta je survival? Ne rabiš nobenega uvajanja. Kar direkt noter, vrš pa laufej. Vrš pa laufej. 300 jih imamo, ali koliko je rekel, koliko jih je bilo, koliko je zmajev na otoku? Ni bilo 5000. Partažen, točno. 300 je bilo sam samit. Ja, točno. Drugo so sančki, ja. Sej so luškani, svoje otroke žrejo, če nimajo drugega. Mislim, kar pride. Kalorije so, ne? Ja, kalorije. Ni zdaj otrok to, zdaj, ne? Ja. Kalorije. Kaj zdaj mešaš to z nekimi čustvi? To mi mislimo, oni nimajo tega. Oni ne mislijo tako. Ti si zdaj spet neka čustva vpletel. Sorry, kad gledam svojega gledišča. Nisem se preveč dobro uživel z Maja, ker nisem bil tako blizu kot Douglas Kapol, ker so turisti šli, so šli malo bližje pogledati, ker so bili le na ekspediciji. Seveda, če si pač od BBC-ja pa neko poljudno znanstveno oddajo snimaš, ali ne vem, kakšno. Seveda. Verjetno. To pa nisem pogledal po radijske oddaje, tega dela pa nisem še poslušal. Materval, sem za prvo epizodo, pa sem pa pozabil. To je treba. Bom poročil drug teden. V glavnem, in pol je bil brez selfie aparata na pol metra z Majem in drobove mu je gledal iz čeljusti in pač krvav, slinast, smrdljiv zadah. V glavnem res ne vem, zakaj še to gledati, ker po opisu jaz res ne bi. Ja, pa v bistvu res ni nič tako, da bi za neko oddajo to človek posnel. Ja. Mislim, pol je bila prigoda s tem, kako je uno nogo pojedel ekstra, ker se je 10 minut matril, tako da je pol čuvaj še z mačeto odsekal kavelj proč pa. Pa so se pa naši junaki upravičili in odšli. Tako. Takle pa se tudi mi upravičili, pa odšli. Ja, odšli, tako je, najboljše. Odlično. Odlično. Najdel ta prav trenutek. Bož ga že skoraj ne bi mogel. Enač, hvala lepa, ker ste bili z nami čisto do konca epizode, kjer je koza doživela tudi svoj konec. Ja, žalostni konec koze je končno prišel. Mislim, končno je prišel, ne, ampak ne končno. Ja. Dolg se je napovedoval, to smo hoteli reči. Tako. Z nami lahko debatirate ali pa nas pozdravite iz domačega ali tujih kontinentov na Discordu, družabno omrežja po lastni presoji. Zanj sem videl en dober mim, da prej, ko smo bili pri Božičku pa otrokih, pa to, da pač ljudje se čudijo, da otroci verjamejo Božička, medtem pa odrasli ljudje verjamejo vse, kar na internetih piše. V bistvu, ja. Kar je res. In socialne omrežje so polna tega. Tako da dajmo se dobiti na Discordu ali pa enkrat na let na pikniku, hvala se ribe.si. Pa
Kar čokatico pošle, zdaj bo nov let, pa novoletno vdaje, pa bomo rabili za seno, ne? Sicer spet nov video letos, ampak kaj da ne. Bomo imeli božično vdajo? Ja, novoletno, tako kot smo imeli božično. Novoletno smo imeli letos, sploh imeli božično. Ne bomo letos božično, zmerno. Letos božično, ne vem, moramo kaj datume pogledati, kako kaj pride. Vsemo zmenili, do drugega tedna bomo poljavili. Bomo preverili. Tako. Z vami smo bili Aljo, Peli in Zi. In če ti ta podcast všeč, ga lahko deliš, oceniš ali podpreš. Hvala za vse ribe, .si. Hvala lepa. Ja, hvala. Ne, res moramo pogledati za naslednjič to, da se vejo pripraviti, veš, pa da si kupijo kaj lepega za obleč. Se unika se z nami že leta, so že odlan. Ja, vem, samo ne moreš imeti isto kalano. To pa res, ja. Ali smo barbari, ali kaj veste. Kaj je pa ljudi rekel? To pa ne gre tako. Ne, se to imaš prav. Na te stvari treba biti pozoren. Ja, pa lepo se mejte, ne? Pa rad se mejte. Absolutno. Ti si študiral, da mogoče pa prevečkrat povemo hvala za ribe.si. Zakaj? A veš, kaj v bistvu povemo, ne, jaz še omenim tle, v avtoru pa še ti poveš, da ga lahko podpreš. A ja, sam ne poveš hvala za ribe.si. A, v redu, dobro. Načni. Še večkrat bilo treba. Hvala za ribe.si, 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 hvala za ribe.si. Ja. To malo vde. Novih kablov pizda. Ja. Kje je ta? Ja, pizda 22 je ponedeljek. Pa 29. 22. Pred božično. Kako pa je prvi? Četrtek je pol prvi. Silvester. Ja. Spet ni. Silvester je 31, je sreda. Ja, spet nič ne. Ja, ne bo užival.